Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Sport, danes bom malenkost drugače obrnil svoj podcast. Še vedno se bo vrtel okoli košarke, še vedno se bo vrtel okoli Luke Dončića, bo pa vsaj na začetku v ospredju dobrodelna nota. Zdajle v tem trenutku na moji Facebook strani navijači Luke Dončića, ki jo lahko najdete v opisu tega videa oziroma podcasta, lahko najdete povezavo do tja. Upam, da se dobro slišimo, sem sredi vožnje, ampak za varnost je poskrbljeno oziroma je na prvem mestu. V tem trenutku na moji strani, kot sem omenil, zbiramo sredstva za Aleksa, fanta z sila redko boleznijo, ki v bistvu nujno potrebuje gensko terapijo, če sem jaz tole pravilno razumel. Vse tudi na moji strani so vsi pripadajoči podatki na voljo, zakaj točno se gre oziroma z kakšno boleznijo se fant Aleks oziroma njegova družina soočajo. Nujno je potrebno zbrati 600,000 evrov za prejem tele terapije. In zelo so uspešni oziroma v nekem delčku lahko rečem smo uspešni, kajti uspelo nam je do tega trenutka že prodati oziroma imeli smo dres Nikole Jokića in dobili smo ponudbo za 2,000 evrov. Uspešno smo seveda tole oddelali. Hkrati skakalni dres smučarskih skakalk oziroma skakalcev za 250 evrov. Tako da skupno z vsemi poslanimi SMS-i Alex 5 oziroma Alex 10 na 1919 smo v bistvu že svoj del nekaj pa res prispevali. Vse skupaj pa že okoli 430,000 evrov do skupno 600,000, kar je izjemna številka in enostavno človek ob takšnih trenutkih in ob takšnih cifrah ostane brez besed, mu je definitivno toplo pri srcu in hkrati pač ne morem brez tega, da sem izredno slabe volje, kot je verjetno lahko vsak izmed nas, da more priti do takšnih bolezni, ampak tako pač je včasih življenje ni poslano z rožicami, vsakemu izmed nas pa se mogoče še toliko bolj zavedamo, da je zdravje vendarle tista vrednota, ki je vsem nam največ pomembna in če imamo denar ali ne, zdravje se vendarle ne moremo kupiti. V glavnem, če ste tukaj novi oziroma če imate radi košarkarske analize, košarkarske highlightse, vabljeni, da se pridružite mojemu kanalu. Hkrati pa tu in tam žal moram postreči tudi s takšno zgodbo, ker mislim, da lahko pomagamo, ker mislim, da je prav, da pomagamo in ker smo Slovenci, če si sposodim besede Denisa Avdića, svetovni prvaki v dobrodelnosti. Dejansko. Mislim, zelo težko je po eni strani o tem govoriti, ampak moramo zato, da pomagamo. Tako da na tem mestu zbiramo za Aleksa, bomo še zbirali na moji strani za kakšnega drugega fanta. Trenutno poteka tudi zbiranje za Teja, dečka Teja, Teja, za dečka Jako, se pravi Teo 5 ali Teo 10 na 1919, Jaka 5 oziroma Jaka 10 na 1919. Nobeno izmed teh fantov oziroma ostalih fantov oziroma deklic ni manj oziroma več vreden. V tem trenutku pač delamo akcijo za Aleksa, tako kot smo v preteklosti delali za Jako in kot smo že omenili na moji strani Teja. In tako bomo naprej. Nova akcija je v teku, ker sem ravno prej omenil, da smo zbirali denar za Aleksa. Še vedno zbiramo za Aleksa, ampak tokrat imamo podpisan dres Luke Dončića, slovenske reprezentance,
In pa imamo podpisano majico Gorana Dragića. Začeli smo z izklicno ceno 200 evrov za dres Luke in pa 150 100 evrov za Goranovo majico. V tem trenutku, kar sem nazadnje preveril, po 1 uri zbiranja zbiramo do četrtka večera. Smo zbrali 600 evrov v tem trenutku za dres Luke in pa 150 za majico Gorana. Ko bo pa to objavljeno, pa vsaj upam, da cifra že nekoliko večja. Nadejam se tega. No. Časa je še kar nekaj, če je kdo zainteresiran in vse veste, gre za dobrodelni namen. Po vaših močeh vas vljudno povabim, da prispevate. Toliko mogoče o tej dobrodelni noti, pa če nadaljujem res košarko. Danes so pri Lakersih igrali proti New Yorku, žal v gostih izgubili. Luka 30 točk, 15 skokov, 8 asistenc. V zadnjem času izvrstna igra Luke Dončića, pa ajde tudi svojih igralcev, no, se igrajo kar všečno košarko. Še vedno čakamo, da se Austin Reeves vrne. Je pa tudi ena izmed zelo zanimivih novic ta, da Jackson Hayes čaka oziroma je že pri zaključku pridobivanja vseh dovoljenj in pa pirologije, kar se tiče slovenskega državljanstva. Očitno je to in bo resnično Jackson Hayes iz Lakersov najverjetneje prvi center slovenske reprezentance v prihajajočih reprezentančnih akcijah, ne Fibenih oknih, najverjetneje, oziroma nemogoče, ne, ampak v tistih na največjih tekmovanjih pa vendarle. Ne. Kar mislim, da je vseeno ena res lepa novica, ogromna ukrepitev za slovensko reprezentanco. Spet en center, ki ga Luka potrebuje ob sebi. Ta naveza zelo dobro deluje v Ligi NBA, ne vidim dobenega razloga, zakaj ne bi v slovenski reprezentanci. Hkrati bo pa to 99% pomenilo, da se bodo vodilni pri reprezentanci vnovič zahvalili Alenu Omiću, ampak Alen je to vedel že prej. Alen je celo že povedal, da bo ne glede na to, kaj se bo pozneje zgodilo, reprezentanci pomagal. To besedo je držal in na tem mestu Alenu še enkrat vsa čast. Resnično me zanima vaše mnenje, kakšno je glede tega. Spodaj v komentarjih se lahko izrazite kako in kaj. Ampak ja, za mene je eden izmed velikih junakov tukaj Alen. No. In pa hkrati eno veliko priznanje in za pogum in pa za to potezo, da je Jackson Hayes sploh sprejel tole idejo in se v bistvu, kolikor mi je znano, nemudoma odzval. Ne vem, koliko točno ve o naši državi, razen to, da je njegov soigralec Slovenec. Vendarle bo on v svojem prostem času, ko nima NBA sezone, razkiral svoj prosti čas. Zdaj, očitno je našel izziv v tem in to se mi zdi super. In na tem mestu upam, da ga bo slovenska košarkarska javnost sprejela in ob tem, ko ga vidi na parketu oziroma v dresu slovenske reprezentance, namenila en velik aplaus. Jaz pa verjamem, da bo on vrnil z igrami na parketu. Kar se tiče ostalega dogajanja v Ligi NBA, ni nekaj ekstra posebnega. Karavana gre dalje, NBA rezerve so recimo danes prišle ven. LeBron James po ne vem kolikih letih začel na klopi, da tako rečem, ne bo starter. Luka pa z največ glasovi, o tem sem že govoril. MVP kandidati, Luka trenutno na drugem mestu, ne, prehitel je Jokića, to gre na račun tega, ker je bil Jokić poškodovan in če je moj podatek točen, lahko izpusti samo še 2 tekmi. Potem pa izpade iz tega kroga kandidatov MVP-ja in se v bistvu ne more niti vrniti. Seveda na prvem mestu še Gilgeous Alexander. Vprašanje je, koliko lahko tukaj sploh Luka stori, da ga prehiti. Mogoče mu lahko pri tem pomagajo svoji igralci z odličnimi igrami in pa malo več zmagami, da Lakers se pripeljajo malo bližje Oklahomi, ki je seveda vodilna.
Ja, ampak mislim, da ne verjamem, kako resno je lahko ogroženo prvo mesto še eno vprašanje. Ena zanimivost, včeraj sta, če grem tako v Slovenijo nazaj, včeraj sta odigrala tekmo Lige ABA Cedevita Olimpija in pa Perspektiva Ilirija. Domačin Ilirija v Tivoliju. Kdo je zmagal? Ilirija. Cedevita je po mojem mnenju, oziroma Olimpija po mojem mnenju veliko prelahko vzela tole tekmo. Povsem nepotrebno, če mene vprašate. Ilirija si vmes že nabrala, tisti, ki morda niste spremljali, kar konkretno prednost, če se ne motim, kar 16 točk. Bila je sila zanimiva končnica, mislim, da je imel Nikolić celo med za ali izenačenje ali pa celo zmago, ga zgrešil in Ilirija z prepotrebno zmago za obstanek. Ne vem, Olimpija pa se v nekdaj domačem Tivoliju ni ravno proslavila s to predstavo. Zdaj jih čaka Hamburg v Eurocupu, tukaj zmaga enostavno more biti, že zaradi same razvrstitve pozneje. Olimpija se je med tem že uvrstila v nadaljevanje tekmovanja v Eurocupu, ampak nema veze, no. Tole mislim, da bi Olimpija lahko malo bolje odreagirala. Dobro, bodi si dovolj, nekih najbolj aktualne teme smo zdaj oddelali, na začetku je bila bolj poudarjena tale zadeva z dobrodelnostjo, nič ni narobe, če je kdaj tako. Če pa še sami menite, da se je kaj izredno pomembnega zgodilo v preteklem tednu oziroma dveh, kaj smo se nazadnje slišali, pa lepo povabljeni zapišete. Zgodil se je en trade, ker smo ravno v tem vmesnem delu, ko lahko trgujejo ekipe, eden sam, mislim, da trade tamle Cleveland, pa kdo si je razdelil, pa Schröder se je spet že 11. ali ne vem, kjerič selil v NBA karieri. Fant ima očitno res težave s karakterjem, da ga nikjer ne morejo zadržati. To je pa to. Do naslednjič, prav lepo pozdravljeni in pa vljudno povabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, Gregor X. Greg Skota. Bye!